jasli položila je Marija Jezusa in plenice ga pobila, kjer je zunaj mraz. Jožef jaslih rahla, zlato slamico, srečna sta zdaj oba, dite mirno spi. So pastirji tam za gričem varvali ovce, klej iz hlevčka kakor plamen ven svetloba gre. Kaj žari sonce ni sredi te noči, kom bi šli gledat si krivni štalici. So pred hlevček prihiteli vsi prestrašeni, angeli so jim zapeli pesem s harfami, radostno peli so glorioso noč, rešenik rojen je, v hlevcu tam leži, radostno peli so glorioso noč, rešenik rojen je, v hlevcu tam leži. Dragi prijatelji, prav prisrčno pozdravljeni v vaši domači oddaji Pot poti. Dame in gospodje, izpolnjujem vašo željo. Spoznali bomo dve pričevanji in to je dovoljen razlog, da ostanete v naši družbi televizije Moj TV. Želim, da postane vaša zvesta popotnica skozi vaše življenje. Pozdravljam gospoda župnika Franca in gospoda Štefana, dobrodošla. Dober dan, hvaljen Jezus. Dober dan in lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Gospoda župnika bi prosil, če nam predstavite župnijo Sveta Ema, čeprav ste nam jo že, pa mislim, da je to cerkev, ki je vredna, da tudi, oziroma tudi ta svetnica, da kaj več slišimo. Kje leži ta župnija Sveta Ema? Župnija Sveta Ema leži, oziroma spada v dekanijo Rogatec. Leži med Rogaško Slatino in med Podčetrtkom. Šteje okrog 1000 duš. Ima 10 vasi, ki so v glavnem vse razklopljene, tako da ni benega pravega jedra, razen v dolini, kjer je krajevna skupnost, trgovina, pošta, šola, tako neke vrste, tam je neki center, vrče pa so hiše razklopljene. Mnogo hiše sedaj že praznih, ker so starejši umrli in se te hiše časi podirajo, oziroma zob časa jih bo kmalo uničil. Prazne so, žalostno. Kakšno je delo na podeželski župniji? Verjetno je bolj težavno, oziroma bolj zahtevno, na drugi strani pa ste verjetno bliže vernikom. Jaz svoje ljudi dobro poznam, tudi polnoči, če me kdo pokliče, skoraj pod glasom poznam, otroke isto, posebej pa vse odrasle nekaj, ne. Tako da mi je, ker sem že tu 22 let, tako da res vsako hišo, vsako družino, vsako vernika skoraj dobro poznam. In tako, da lažje najdem kontakt z njimi in vidim, kje jih muči, kakšna stvar, zato bi rad pomagam jim,
koliko je pač mogoče, tudi v vsakem času, če bi me poklicali tudi v polnoči, karkoli že, z dobrim namenom vsakom rad pomagal, tudi v vsakem času. Z nami je tudi gospod Štefan, ki je tudi pesnik pa pisatelj, pa bi vas prosil, če nam še kakšno pesem poveste, prej ste na tako lepo zaigrali. Prosim, pa kar dajte. Te pa še eno svojo, da naredim tudi malo reklame za našo lepo dolino Bistrice. Tam je cerkvica svetega Frančiška Asiškega, to je kapelica. In sem tam jaz to opisal v tej pesmi, tam je tudi slap, ki ti napolni, ja, opere, točno tako. Slabosti pa tak naprej. In tam ima tudi naša godba Perniška svoje nove prostore, sem tudi to zraven zajel. Te pa prosim, ja. Lepa dolina si omame lepot, po tebi v zelenju ganljiv je sprehod. Popotnik v lepoto občutek dobi, da lepa dolina si raj za ljudi. Marija o Bistrici prosi za vse, kateri povejo jim svoje želje. Frančišek Asiški kapelco ima, nasvarje golice in prosi Boga. Podsedlenik slapom spoči si srce, opere si dušo, vse hudo naj gre. Tu godba Perniška nov domek ima, v domu učenosti vam marš zaigra. Lepa dolina, kraj za tihe želje, je hrana človeku za dušo srce. Da zmoreš ta tempo, greš v korak z njim, ti Bistrica nosi najdražji spomin. Hvala. Lepa pesem, ne, gospod župnik? Lepo, globoko vsebina. Ja. Sta spoved pa molitev potrebni? Ja, molitev je kakor dihanje pljuč za telo, kakor dihanje duše. In brez molitve človek ne more živeti. Če človek je kaj škripa, to vem, ni več dovolj molitve. Ko pa molimo, potem pa vse postane jasno. Marija v Medžugorju tudi nikoli ni dala dobenih receptov, ko so spraševali, kaj naj naredijo konkretno določena oseba. Molite in boste dobili rešitev. Spoznali boste, kaj je vam za vaše življenjske potrebe, kaj je treba storiti. In tako naj bi bilo vedno pri vsakem. Marija v Medžugorju vsakega 25. v mesecu daje po Mariji Pavlovič tudi določena videnja, oziroma da ljudi usmerja te Božje otroke k Bogu. Ste že vi obiskali ta romansko svetišče Medžugorje ali ga imate v namenu? Zelo velikokrat. Zelo velikokrat. Kakšni so bili ti vtisi, če izkoristim tole priliko, ko ste zdaj z nami? Ja, torej nepozabni vtisi so. To me je kar vleklo v ta kraj in kar težko bi bilo, ko so rekli, da moramo že nazaj odhajati. Ne? In doživetja so bile tako izredno lepa, posebej z Vici, posebej prva leta, ko smo bili skupaj z Vici na desni strani glavnega oltarja, je enkrat bilo 4. oktobra. Vicka je imela videnje, oziroma vsi so imeli videnje in naenkrat so padali na tla, tišina, potem pa so videli, da so z usti, da so se pogovarjali z Marijo. Pa je, ko bilo končano videnje, je Vicka rekla, ode. Odhaja, ne? Odhaja. In potem se je obrnila nazaj, pa dala v roke rožni venec in rekla, vse najbolje za imen dan. Rojsten dan, ja. Za imen, za god. Za god, ja. Ja, kako ona ve, Vicka, ki damo iz god. 4. oktober, ne, to je tako bilo zelo zanimivo. To je lepo sreče, ne? Ja. Potem pri Vicih, Ivanu si mi dosti krat, pri Jakobu isto. Jakobo smo bili skupaj zvečer, prišel Jakov k meni po maši, me cuknil za rokav, rekel, bi hteli nicoj priti k nam, k meni, k nam, v naš dom. Mama je bila Jakoba, pa on. Seveda z veseljem, srečen sem bil, ne. In to sem doživel, da so zvečer ugasnili luč, pa se je luč po noči prižgala, tako da
da je neka nadnaravna stvar bila tukaj, ne, tako da sem tudi bil nekam zelo doživeto to čutil, neki posebni milino v tem hiši, preprosta hiša, ampak to se je čutilo, da je tu tako nazoča Marija in da to Bog je Marijo poslal tak kraj, da Marija potem ona, kot tista naša mogočna brošnica, vodi ta potek teh in želi, da bi tudi se vedno bolj oklepali njenega sina. To je cilj nekje, ne. Marija vse vodi k Jezusu, da tudi nas želi, da bi vse prišli do tistega popolne sreče, koliko pa moramo doživeti tukaj, potem pa nekoč pa v večnosti, da bi nas to na to lepo pripravila, kar je cilj našega življenja tukaj na zemlji. Verjetno ste obiskali tudi Križevec, brdo ukazivanje, kjer se je Marija tudi prvič prikazala tem otrokom pastirčkom. To so tudi cel okolje je pravzaprav čisto drugačno, ko človek stopi v Medžugorje, ta sveti kraj, ne? Torej so milostni kraji, 3 točke so milostni kraj, Medžugorje, župnijska cerkev, potem kraj prvega prikazana, Crnica ali mesto videnja, potem pa Križevec. In to so te 3 točke, katere nas še bolj nekako povežejo z Bogom in z Marijo in nas pravzaprav pomagajo pripeljati čim bolj globno doživetju, da je Bog tukaj na delu. To je tisto. Hvala lepa. Preden še nam gospod Štefan zapovedal še eno pesem, bi želel našim gledalcem povedati, da na tem stolu, kjer zdaj gospod duhovnik Franc sedi, sem že imel 2 duhovnika, ki sta tudi Marijo videla. Vse to lahko vidite na spletni strani www.zivilko.com, pa povabljeni, ko boste imeli čas, da si pogledali. Zdaj pa gospoda Štefana prosil, da nam še eno pesem pove. Njegove pesmi so lepe, napisal je tudi 5 knjig. To tudi drži, ne? Mislim, Ja, pa da bi bilo prav, da tudi kaj takšnega povemo, ne? Pa tudi sodelovanje v slovenskem merilu pri Likusu, literarnem klubu upokojencev Slovenije, ker že 10 let sodelujem v zbornikih, ker so 3 knjige, en komplet, ne, in tam sodeluje v enem takem kompletu tudi 180 piscev. Sicer ima vsak samo 4 strani, ampak je to doživeto, ker iz cele Slovenije lahko prečitaš, kaj misli Gorenc, Dolenc, mi pa tako naprej. Tako da je to zanimiva zadeva. Ja. Pa še eno pesmico, Modrost nam podari. Navzgor po strmini usmerjam korak, da z vrha bi gledal kot kakšen junak. Pripravljam ti senco, šepeče drevo, spoči si pri meni, tu ti bo lepo. Nagiba se sonce, planina žari, pogled v dolino ti radost deli. Veter zibaje krošen, menjal je smer, z zatonom prihaja tihi večer. Dolina počasi utaplja se v mir, na Dravci splav drsi v tihi večer. Ob baklah bero pesmi literati, prav o lepoti, lepoti tej zlati. V podaljšanih sencah večer se rodi, prijetno zazibal bo mnoge ljudi. Nalahno bi vzkliknil, zaukal ondot, modrost nam podari, preljubi Gospod. Hvala lepa, zelo lepa pesem. Gospod župnik, kako pravzaprav vi vidite tole današnjo mladino, ki je na eni strani podvržena velikim tem vplivom slabih razvad oziroma nemoralnih vrednot? Mora človek imeti upanje v mladi rod, da ga vseeno Bog čuva, kaj menite? Ja, Bog je vedno na delu in jaz bi rekel, žal mi je teh ljudi, ki se zgubljajo na svoji poti in ne vidijo cilja, pa ne vedo, kje da je cilj Bog, tam prihaja vse. Da bi znali vrednotiti te dobrine, bolitev in da bi imeli v svojem življenju neki program,
to doseči, pa ne doseči z nekimi človečnimi, predvsem, če Bog hoče, oziroma z Božjo pomočjo njega računati, na Božjo previdnost, tako pravi v Svetem pismu, če Bog skrbi za ptice pod nebom, za rože na polju, kako ne bo za nas skrbel. Mi moramo vanj zaupati, da nas bo tudi, da nam pomaga, da nas Bog ni samo ustvaril, nas zdržuje in nam tudi pomaga reševati naše probleme. In seveda, če hočemo, je pa treba vedeti, da se problemi najlepše rešujejo v molitvi in na kolenih. Tam je rešitev. Jaz mislim, da z tega žalostnega stanja ne bomo drugače, kako redni obisk maše, nedeljske maše, molitev in potem dobro družbo, dobre knjige, Sveto pismo. Vse to so sredstva, ki bi pomagale, da bi zopet prišla na pravo pot naša mladina, ki se tako zgublja, številno zgublja. Ne? Smo tudi v letu Svetega pisma in ena izmed takšnih dobrih knjig je tudi knjige, ki jih piše gospod Štefan. Vi ste bili tudi klinično mrtvi. Bi nam lahko zaupali, kako je to potekalo, kako se je to zgodilo? Prosim. Ja, jaz sem imel nesrečo, me doletela v spečem stanju. Sem zaspal okrog 1:30, tako je bilo popoldne, ne. In sem bil potem kakih 10 dni v komi. In ko sem zadnji dan prihajal zavesti, se je začelo, torej se mi je prikazala v tej komi, temu stanju ena lučka. In jaz sem pa bil, kot bi šel proti tej luči, v plavajočem stanju. Nisem čutil, da imam telo, da je okrog mene niti nišče, ni svet, samo ena svetloba, ki se je vedno, ko sem čim bolj šle, je svetloba vedno večja obstajala, vedno večja. Plaval sem v tej svetlobi, kot bi rekel, ta svetloba me je vabila tja, naprej. In ko se je ta svetloba tako v nekem velikem krogu, kako sonce, prikazala, pa sem htel objeti to sonce, to svetlobo. Potem pa sem tako srečen bil v tistem trenutku, zdaj pa je moja sreča vse, nič ni zvedel, nisem čutil nobene potrebe, sreča je tisto sonce, to je Bog nikej, ne. Potem pa se je začel odvijati film mojega življenja. Takrat sem začel spoznavati svet okrog sebe, oziroma takrat, ko sem še bil kot otrok v doma, v tistem domače povedano kinderpetu. In vse se je začelo odvijati, vse kako je bilo, kako sem se oblačil, kako sem prvo pesem zapel tudi, pa je bilo to neka pesem, lepo mi poje Črni kos in tako naprej. In te pesmi, oziroma to doživetja v domačem krogu, to se je vse odvijalo in če bi lahko vse to napisal, bi lahko morda debela knjiga bila, samo od takrat pa do neke vrste tam do začetka osnovne šole. Pozneje pa nič več, tistih najbolj otroške dobe sem imel, film se je začel odvijati nekaj, ne. In pozneje, ko pa ta film končan, pa sem prišel v zavesti. In prvo vprašanje je bilo, ko sem prišel v zavesti, da vprašanje je bilo postavljeno, ker sem vedel za nesrečo, če sem komu povzročil nesrečo. Sem rekel, ne, sami ste. Takrat sem pa tako srečen, hvala Bogu. Rekel, meni nič ni hudo, če sem jaz trpim kako bolečine ali trpljenje, samo da drugi zraven mene ni trpel nekaj, ne. In pa praktično zdaj, takrat so bili, nekateri so me že odpisali, so rekli pač, nič ne bo z njim. Tudi škofja skima z glavo, ali bo kaj z mene, ne bo. Bogu hvala, da ste še tukaj med nami. Ja, hvala lepa. Tudi gospod Štefan je bil klinično mrtev. Bi še vas prosil, da še nam zaupate to zgodbo. Ja, jaz sem imel malo drugačno zgodbo, je pa bilo sledeče. Mi smo imeli en sindikalni piknik in smo tam igrali žogo. Jaz sem bil pa v golu in sem se pač na gol obesil, smo tekmovali vedno, kdo se mora večkrat dvigniti, ker ima več moči v mišicah. In sem jaz tako iz strana preletel na gol, pa sem se dvignil,
gol pa ni bil pretrjen in je padal. Tu so bile stotinke sekunde, ki sem jaz razmišljal, bom jih že nazaj prijel tisti drog, ko bom padel, ko pridem do zemlje. To ni bilo možno, ker je bil debelo stenska cev železna in je to bila teža in me je udarila glih tu, ker sem dobil na arkado in v trenutku je nastala tema. V tisti temi pa čez malo časa, kot bi mi nekdo rekel, poglej dol, nazaj na zemljo. In jaz gledam, seveda z očmi duše, vidim čudovit, kot puh se je moja duša dvigala po hodniku svetlem. Ko sem pa pogledal prej gor, sem videl proti vrhu, bolj je šlo proti vrhu, lepša svetloba je bila in duša se je dvigala. Pa ko bi mi nekdo rekel, poglej Štefan dol na zemljo. In sem jaz tak z višine, bi rekel kakih 30, mogoče 50 metrov, pogledal dol na zemljo in sem videl na tleh svoje truplo ležati. Krvavo, cela glava je bila krvava, okrog mene so skakali moji prijatelji in mi pomagali, nudili prvo pomoč. Meni je bilo pa tako čudovito lepo tam noter, v tisti lepoti, da mi ni bilo malo mar nobenih bolečin, ko sem gledal svoje truplo, kak je ležalo tam nepremično na tleh. Meni pa tako lepo. In tak sem videl z očmi duše sebi, kak so me nesli po bregu, ker rešilni avto ni mogel tam do Drave priti, so me nesli in do sred brega sem še videl, kak so me nesli moje truplo z očmi duše in zavijajoči zvok sirene, rešilnega. Zavijajoči zvok sirene sem še enkrat pol slišal v Radliškem klancu, ker je pokojni doktor Petar, Bog mu daj dobro, me klical in kričal v mene smolar, smolar. In takrat sem jaz nekje oddalec slišal svoj priimek, da me nekdo kliče, pa zavijajoči zvok sirene in me zgleda on tam takrat priklical nazaj, mojo dušo nazaj v telo. In tak sem pol bil v Slovenjgraško bolnico pripeljan, to je bilo ob 2 popoldne, ob 7:30 zvečer sem se pa prebudil iz tiste nezavesti. Pol potem, ko me je priklical nazaj, dušo v telo, nisem zaznal več kaj drugega, ampak tisto lepoto sem pa opisal v moji 3. knjigi. Vse tisto v hodniku onostranskem je naslov knjige. Bi jo tudi priporočala našim gledalcem, če bodo želeli, da si jo lahko tudi kupijo. Enih par še imam. Ja, na zalogi. Vse pošlo. Ja, to je bil tak čudovit dogodek, ki ti ostane in ti spremeni življenje. Vedno sem bil, ker sem pač z verne družine, sem bil veren in po takem, ko nekaj takega doživiš, seveda ti to potrdi, da je res nekaj nad nami. Kdor ne veruje od gledalcev pa poslušalcev, verjamite, da ne bi doživeli to, kar sem jaz doživel, pa bi pol rekli, ja, je pa res nekaj. Točno tako je. Kot nevedni Tomaž, ali? Tako da bi rekel res, še sem imel več takih izkušenj življenjskih, preizkušenj, ki mi jih nalaga gospodar življenja. Mogoče me ima toliko rad, jaz mislim, jaz pa te bolečine prenašam z tako voljo in mislim, da mora pač tak biti. In tak tudi je. Veselo gremo proti 100, pravimo. Točno tako. Ja. Menite, da je pravzaprav molitev tista otrok pa žene, tudi ali pa mimo koga drugega priklicala Gospoda nazaj v življenje ali še kaj drugega? Verjetno je nekaj na tem, ne? Pri moji bolezni, nesreči. Pri Gospodovi, pa tudi pri vaši, verjetno. Ja, to je... Malo težko vprašanje, ampak se pa tudi gledalci verjetno sprašujejo, kaj je tisto, ko človeka nazaj potegne, verjetno ne. Molitev tista. Jaz bi rekel, da mi še niso ure stekle. In me je Gospod sam poslal nazaj, ni me spustil do tiste lepote, čudovite, ko je bila tam. In je verjetno odločil se, idi nazaj pa še napravi kako dobro delo na zemlji. Ko mi nekdo pravi, en kolega, ko je tudi bil par mesecev v taki komi,
Je rekel, po meni so pa skakale same kače, pa ni hudi pesi so skakali, gre proti meni. Njemu je bilo pa tako hudo. Sem rekel, vidite, kako ste kaj živel, mogoče ste pa živel pregrešno. Jaz sem pač živel tako življenje krščansko in mi je bilo dano videti tisti hodnik. Seveda se zdaj trudim, da si še malo bolj popravim tisto mojo življenjsko pot, ko sem si jo takrat, tudi pride, da včasih kaj pogrešimo, vse zato smo kristjani, da odpuščamo, pa da včasih greš spovedi, a ne? To je tudi človeško, ne? Ja. Jaz pravim, da v Božji previdnosti je vse, tudi pri moji nesreči, da je Bog poslal, ti si pri moji prometni nesreči, gospo, ki je tam čakala na kraju, kjer bi želela mi štopati, in je mislila, bi me štopala, te pa začel cik-cak voziti, je rekel, to namreč alkohol doma. In potem pa sem šel iz ceste, pa je tako, nisem tega ne zavedam se, ampak to so drugi pravili, pa začel sem tja in potem sem neko grabo šel in tam sem močno se udaril v glavo, tako da mi je začelo tu pri senci blizgati močno kri, tako da sem obleka, tako da je lahko užel, ker je bila s krvjo prepojena. Jaz pa čisto bled kot stena in gospa je prišla tja in mi je držala z neko, kaj je imela pri sebi, robče, kaj je imela, da je zadržala, ni skrvavel in potem v takem stanju potem prišel v bolnico in tako, vsi tako, so gotovo tudi v bolnici skrbeli, da seveda duhovnič pa ali pa za vsakega človeka skrbeti, da mu življenje ohranijo, ne, če je le mogoče, ne, če ni prehuda nesreča nekaj. Jaz sem zelo hvaležen vsem, tudi vsakokrat, kada sem v bolnici, vsem zdravnikom, vsem sestram, ki s tako ljubeznijo strežejo bolnikom, da ne morem povedati, letos jim potem se je zahvalil, ko sem v bolnici zopet ponovno, ne zaradi nesreče, pa druge stvari, da sem neko hvaležen sem Bogu tudi za te trenutke, ki sem jih preživel, da sem našel tudi še bolj samega sebe. Nobena noč mi bila predolga, ko sem čul molitvi z rožnega venca, bi je vse tako hitro potekalo, kar od večera do jutra sem skoraj včasih res celo noč prečul, pa sem res v rožni venec mi je dajal moč, da sem prenašal vse te stvari. Saj po rokah duhovnika pravzaprav prihaja k nam Jezus, ne? Ja. Gospod Štefan, vi ste tudi v eni knjigi opisali, pravzaprav, ko ste šli nabirat gobe, pa se je nekaj takšnega dogajalo. Ja, to je bil tako, rečemo, po domače cahn. Moj od žene oče je bil v slovenjgraški bolnici na intenzivni negi, se je poslavljal na smrtni posteli od življenja. Jaz sem pa rad gobaril in sem šel gobe nabirati prav v njihov les. Sem prišel, sem imel že ene pol košare gob nabranih, jutro zjutraj je bilo. In sem slišal, kot da bi nekdo klesto vejel je. Ali pa take rante delo za fižol ali karkoli. Jaz sem pa mislil, to bo pa zdaj ga pa dobo, ko so rekli, da kradejo les včasih, pa tako sekajo na črna. Sem mislil, zdaj ga bom pa dobo. Pa še stopim malo naprej, pa se mi zdi, da tisti glas zven sekire gre više v drevo. Te sem se pa spomnil na detka, obstojim se, spomnim na detka, sem mislil, kak je kaj deda. In takrat je šlo pa na vrh dreve kleslo in z dreve na drevo skakalo, kot bi sekira in bi nekdo klestil vsak vrh po meji, po njihovi meji, mimo mene, ko sem stal tak, ko bi okamenel, smislu zdaj, da smo se skozi lepo razumela, a ne, nimam nič pri tem kakega straha, ampak tak neugodno se počutiš in vsak borovc je oklestilo vrhov, ene 3x, 4x je vdarilo, pak, na drugi borovc in tak naprej lepo v zatonu dol. In jaz sem pola rekel, zdaj pa moram, to me je pa deda poklical, zdaj imam pa dan še dopoldne k njemu, ker bo verjetno se poslovil. In res sem prišel do njega na intenzivno, ni mogel več gre pogledati, ampak z očmi sem videl, da je hotel, da me je zaznal, ampak je hropel za zrakom, ni ga imel dosti. In ko sem prišel nazaj domov,
so poklicali iz bolnice ženo, da je ata umr in tako se je poslovil. Kjer je to ne doživi, naprimer, nekaj takega, tako sem že prej rekel, mogoče misli, to je neko blebetanje ali karkoli, ampak ko se zdaj pogovarjam, dosti kdo take cahne ali pa taka znamenja doživi. In to je eno dobro znamenje, pravijo, da te je tisti človek imel rad, a ne, ker te je še želel na zadnji uri poklicati, a ne. Še vedno smo v oddaji Pot poti, gostimo duhovnika Franca in pisatelja gospoda Štefana. In ker so naši gledalci televizije Moj TV najboljši, nam bo še gospod Štefan povedal še eno zgodbo o rožnem vencu, ki se vam je tudi zgodila v bolnišnici. Nam boste, ne, za naše gledalce? Ja, to je bilo pa tako, ker sem imel, tako sem že prej rekel, mi naš gospodar življenja veliko preizkušenj nalaga in mi je tudi lansko leto kar veliko preizkušnjo poslal. Sem ležal v slovenjgraški bolnici in smo tam skupaj z našim gospodom Jožetom, duhovnikom gospodom Jožetom, bila v bolnici, pač on na eni strani, jaz na drugi strani. In sem jaz njega obiskoval, ker sem jaz pač mogel hoditi, on je bil bolj bolan, takrat sem jaz še lahko šel. In pa en dan prej, ko sem pa v Ljubljano za zahrbtno boleznijo sem zbolel, a ne, za rakom, in so me čez ponedeljek so rekli, me peljejo v Ljubljano. Jaz sem si pa dal v soboto novo pidžamo, ker sem si jo sam dobil na hodniku in si jo oblečem, pa tako probam v žep, je pa nekaj trdega v žepu. Mislim, ko pa to je pa nova pidžama, pa vzamem ven, je pa bila noter 10 rožnega venca lesena. Vzamem, sem bil vesel, sem mislil, to mi je pa zdaj res nebeški oče poslal opomin, da bo vse se lepo končalo, da naj zmolim kako 10 rožnega venca, ker sem imel časa, ne. In sem jaz pa šel na obisk, jaz sem mislil, to pa moram našemu gospodu župniku povedati. Sta bila pa glih oba dva, tudi gospod Tone Šeruga je bil zraven takrat na obisku pri Jožetu in sem jaz rekel, poglejte, kaj sem jaz našel danes v pidžami. Je pa rekel Jože, je rekel, gospod Štefan, jaz sem ga pa net pozabil v pidžami. 10 rožnega venca pred kakim dnem, ali? Je pa tudi, pač, ko je bil pač bolan in je mogel hitro iti na stranišče, pa tak naprej in se je tam slekel, ko so ga pripravljali za operacijo, se je slekel in je sestra prišla pa pobasala, da so skupaj pa nesla v pranje, ali? In tako je tista 10 rožnega venca prišla nazaj na muto, a ne. Sem pa rekel gospodu Jožetu, sem rekel, gospod Jožet, jaz vam pa vrnem, če je vaš, ali? Ne, je rekel Štefan, kar ti jo mej, tvoja je, ti si jo našel, ali? Jaz sem rekel, te bom pa jaz tudi noter pustil pa v pidžami, mogoče bo pa še koga tako razveselila, ko je mene. Je pa rekel, Štefan, že lahko to, lahko bi pa jo zadržal, pa kdaj zmolil kako 10 rožnega venca, verjetno ne bi bilo odveč, sem rekel, ja, te bom pa. Je rekel, ko boš se proti Ljubljani vozil, boš imel dosti časa, kjer razmotliti, a ne. In res, sem prebiral tiste bobike gr proti Ljubljani, ko me je šilc pelo in vse se je lepo končalo pa v mariborski bolnici, ker me je magister doktor Potrč operiral in že drugič rešil življenje. Prvič doktor Milojkovič na neurokirurgiji, drugič pa magister Potrč na tudi mariborski bolnici na kirurgiji, ker mi je tudi on operiral in hvala Bogu, tu sem. Bogu hvala, bi se še tudi, imate priložnost, da se tudi kakšnemu zdravniku zahvalite. Ja, se sem glih povedal imena magistru doktor Potrču, pa doktor Milojkoviču in pa seveda tudi slovenjgraški bolnici, tudi prav o moje prvi nesreči, ker še CT-ja slovenjgraška bolnica takrat ni imela. Mi smo pač bolj zadnji, ali žal in škoda, koliko življenj se bi več rešilo, no zdaj sicer imamo 2 CT-ja, tako da se izboljšuje stanje. In so me poslali pravočasno v Maribor, tako kot prvič, tako tudi zdaj. Tudi doktor Kikecu sem se zahvalil še posebej,
mi je rekel doktor Potrč, kdo je vas poslal k nam zdaj, po tej, ko sem imel diagnozo maligni tumor, ali? Sem rekel, doktor Kikec iz Slovenj Gradca, pa je rekel, te pa še pojte, vem, da ste mu že rekel hvala, pa še enkrat idite, pa se mu zahvalite. Sem rekel, bom šel, a če bi ne prišel pravočasno, bi bilo vse skupaj prepozno, bi šel. Je rekel, ja, tak je. To je na takem delu sem imel ta tumor, da ne bi bilo pomoči. Je pa še v Slovenjgraški bolnišnici tudi lepa kapelica bolniška, ki jo pa skrbuje gospod župnik Peter Leskovar, ki pa tudi duhovno zelo, oziroma tudi pastoralno zelo dobro sodeluje z bolniki. Ne? Ja, in tudi je nas obiskal tam, pa nam prinesel Jezusa, tak da. Pa tudi mariborski bolnici imajo v redu urejeno, tudi tam sem sprejel Jezusa, tak da se bi to tudi zahvalilo, da se tako trudijo, ker to, ko si ti tam noter tako bolan, jaz vam rečem, da ti toliko pomeni to. Tudi taki, ko so zraven ležali, ko se mogoče nikoli v življenju tako dobro mu je šlo, se ni na Boga spomnil, ko pa tam tja pride, ko vidi, da mu voda teče v grlo, pa pozabi na vse lumparije, pa išče Marijo in Jezusa. A ne? Hvala. Gospod župnik, ni pravzaprav tole zadnjo maziljenje konec, kot velikokrat ljudje mislijo, ne? Ja, bolniško maziljenje, vsi zakramenti so zakramenti, ki ohranijo življenjem, ki ti bodi se telesno ali pa dušno vrne, duhovno nekje, ne? Tako bolniško maziljenje je zakrament, ki nam podeli, da človek lahko tudi telesno zdravi, ali pa da sprejme bolezen, kot tisti, ki mu je Bog določil Božji previdnosti, pa tudi smrt sprejme, da se lahko na smrt pripravi. A ni to najlepša, največja milost, da si pripraviš na srečno zadnjo uro. To je najlepša milost in pravim, da sem jaz to doživel enkrat v župniji Polenšek, ko so me klicali enemu bolniku, na pol mrtev je bil, nič ni govoril, nič več. Sem rekel, vse me bo, podelil sem mu zakrament bolniškega maziljenja, vse ne bo, niti domov ne bom prišel, ko me nazaj poklicali ali pa vedeli, da je umrl. In še je mesece živel, znamenje, da je to zakrament zdravih, za zdravje, tudi telo zdravje. To sem 100% prepričan. Aha, lepo. Preden še bo gospod Štefan zaigral eno lepo pesem, kaj pravzaprav za nas, kristjane, pomeni Marija? Pravzaprav Slovenci smo Marijin narod. Marija je Božja mati in je naša, vseh naša mati, saj nas je ona sprejela na Kalvariji za svoje otroke. In tako imamo v Mariji res, ko nas zemeljska mati zapusti, imamo v Mariji močno tudi pripočnico v nebesih. Ona nas spremlja iz nebes in nam res obstoji ob strani. V vsakem koraku je Mati Božja vedno v strani. In tudi pri vsaki sveti maši, kot sama vedela, da je pri vsaki sveti maši sem navzoča ob svojem sinu. Tako je bila na Kalvariji navzoča pri vsaki sveti maši in tudi vsaki molitvi. Saj ona z nami moli, ko mi molimo rožne vejne, tako je tudi papež blagega spomina blaženi, oziroma ne blaženi Božji služabnik, je nas pa rekel, da je Marija, da mi molimo rožnice, vedno Marija z nami in tako tudi, kakorkoli že molimo, vedno nas spremlja Marija in Jezus, seveda razumljivo. In tudi angeli so okrog oltarja, trume angelov, ki častijo Boga skupaj z Marijo. Sedaj bo pa še gospod Štefan zapel eno lepo Marijino pesem, Jaz sem otrok Marijin. Prosim. Tako, čudovita pesem, pa prisluhnite besedilo. Jaz sem otrok Marijin, Bog sam me je izbral, devico najčistejšo za mater mi je dal, devico najčistejšo za mater mi je dal.
sem otrok Marijin, je jasna moja pot, saj angeli nebiški me spremljajo povsod, saj angeli nebiški me spremljajo povsod. Me Maurica pozdravlja, mi zvizde govori, Marija tvoja mati, zvišave zranati, Marija tvoja mati, zvišave zranati. Gospod župnik, kako si pa pravzaprav vi predstavljate Boga, oziroma kako bi najlažje našim gledalcem povedali, kaj pravzaprav Bog je, čeprav so ime Bog, verjetno si ljudje sami dali ime. Meni je ostala najlepša podoba od takrat, od tem klinični smrti, neka velika, kot neko sonce. In to sonce, ki nas greje, in sonce, ki nas razsvetljuje, sonce, ki je naše vse nekje, ne? Kako sonce, ki pošilja žarke na vse kraje sveta, to je Bog, ki so sonce, večno sonce, ki nas svojimi žarki zikava vse ljudi na vsem svetu, po vsem svetu, pod živim in rajnim pomaga, da bi dosegli tisto, kar on želi, kajti Bog je ljubezen in želi deliti z nami ljubezen, kakor si ženi in nevesta o poroki povabita veliko svatov, bolj ali več ali manj, da želita deliti to veselje, srečo. To Bog nas je ustvaril za to, da želi z nami podeliti to srečo in da ni srečen, če nismo mi na pravi poti, da nas on išče. Če bi lahko rekli, v drugem primeru pa nam Svetopismo lepo prikaže, najlepše podobe mi je izgubljeni sin, kako oče gleda, ozira se, pa ne čaka, da bo on prišel, ampak naproti mu ga objame, pa poljubi, pravi, mu da vse, to je podoba tistega, kar mu Bog daje, hoče vse dati, najlepšo obleko, posvečo milost, torej prstan in znamenje z njegovim povezave nekaj, ne, in nikoli nas ni ne kara, pošibo, zakaj se to naredi, ampak objame nas, pa veseli se z nami, tako lepo pove Svetopismo, da sin je bil zgubljen in je najden, je bil mrtev in je oživel. Tako nas Bog sprejema. Jaz tudi tako smatram Boga kot največjega dobrotnika in polnega usmiljenja dobrote in ljubezni. To mislim, da več kako to, da nas Bog nedomljivo ljubi. Ne moram reči, tako do norosti je njegova ljubezen, mi pa včasih tako malo vračamo. Ne smemo nikoli reči, da gremo k maši zaradi Boga ali ker moram, ali z ljubeznijo, ker on nas ljubeznijo daje to, mi pa moramo ljubezen to vračati, to je edini smisel našega življenja, da nikoli ne nehamo ljubiti do konca. To ste zelo lepo povedali, kajti čim več ljubezni dajemo, več je prejemamo in Bog daj, da bi bili tudi Jezusu podobni s temi besedami, ko je dejal, oče, naj se zgodi tvoja volja, ne moja. A ne? Kdo je pravzaprav ta sin Jezus? Jezus je najboljše razodetje Boga. To je največje razodetje. Bog nam se je zelo približal po Jezusu Kristusu. On ga je v najlepši podobi prikazal v nauku, potem pa v življenju, ne. Tako da z svojim naukom je tako čudil in potem pokazal, da večje ljubezni nima nič, kot da življenje za drugega. In tako Jezus, Bog daje, Bog se razdaja in tako tudi mislim, da ni drugega poti, kako da se tudi mi razdajamo za druge in tem je naša sreča, zemeljska in večna sreča, tako kakor
imamo mnoge zglede v primeri svetnikov, torej Maksimiljana Kolbeja, kako je vdano sprejel to smrt namesto družinskega očeta in tako, kar so ga potem notri, kako je to mogoče bilo, je rekel vse to, ker brezmadežno je vse stavil svoje upanje. Marija mu je pomagala in ona tudi bo nam vsem pomagala, da bomo prišli do tiste popolne povezanosti z Bogom. Ona je najlepša, najkrajša pot do Jezusa. To je res. Zdaj bo še gospod Štefan zaigral eno pesem, Kam Gospod, ki pravzaprav dopolnjuje te besede, ki ste nam jih povedali. Prosim. Kam, Gospod, gre tvoja pot, stopinje kam peljajo, se že mrači, se dan temni in zvezde že migljajo, se že mrači, se dan temni in zvezde že migljajo. Zveličar moj, letu obstoj, tečem pod streho vzeti, je hišica sirotica, pa željna te sprejeti, je hišica sirotica, pa željna te sprejeti. Gospod želim in hrepenim, da mi izpolni želje, posveti me, da ljubim te, izvrši mi veselje, posveti me, da ljubim te, dovrši mi veselje. Biti duhovnik je največja oziroma največji dar, ki ga da Bog človeku. Kako ste pravzaprav preživeli otroška leta, gospod župnik, pa morda bi nam zaupali kakšno zgodbo, ki imate verjetno tudi lepe spomine na otroštvo? Otroška leta sem preživel, doma sem na kmetih, tako da življenje je bilo skromno. Delo je prepletala molitev, molitev pa delo, redna nedeljska maša, nikoli ni bilo moglo reči, niso starši rekli, moraš iti, vedeli smo, da gremo k maši z ljubeznijo, ker nas tam čaka Bog ljubezni, da potem smo tudi vse smatrali, tudi v tem smislu svoje starše, ki nam skažejo ljubezen, da jim vračamo, da nikoli ne rečemo nič proti, da smo jo radi poubogali, koliko se pač bilo možno kot otroci. Z veseljem smo tudi upravljali ta vsakdanja dela oziroma praznike smo se zelo veselili. Vse to je bilo tako usmerjeno, da je pač boljši kos kruha bil in lepo doživetje v cerkvi in doma. Potem se iz cerkve se to nadaljalo doma, v domači mizi. Vemo, da miza ni samo to, da se človek sede, ki jede, ampak da se pogovarja. Slišali smo veliko lepega v cerkvi, to smo spodbudno, smo tudi doma, potem še govorili, kaj je duhovni govor in tako. Je to že bila duhovna hrana, zraven telesne hrane, skoraj za ves teden. Kako ste včasih poimenovali krompir? Verjetno so te besede malo drugačne kot danes.
Ja, krompir je na kmetiji glavna, zraven kruha glavna hrana. In veselili smo se krompirja, prvega krompirja, in to je bilo skoraj kakor meso. In da smo ga potem okrog Petrovega že imeli na mizi, smo rekli, da je to Petrovček, zraz od Petrovega nekaj, ne. In to je bilo potem, spomnim se tudi, da dan prvega obhajila, 23. junija, je bilo tudi na mizi krompir in to bilo največje veselje. Lepo. Sedaj nam bo pa še gospod Štefan zaigral eno pesem. Jezus, ti si vinska trta. To je ena pesem. Prosim. Jezus, ti si vinska trta, polna milosti odprta. Mi mladi k tvoje smo, ki na tebi rastemo, ki na tebi rastemo. Dvigni, Jezus, roke svoje, blagoslovi ljudstvo svoje, milost svojo nam podaj, daj nam priti v sveti raj, daj nam priti v sveti raj. O Marija, ti devica, bodi naša pomočnica, zdaj in pa poslednji čas, prositi Boga za nas, prositi Boga za nas. Ali nas pravzaprav trpljenje pelje k Bogu? Gotovo nas vodi, ker ko je človek zdrav, morda pozabi na Boga. In ko pa si kot trpljenje preizkuša bolezen, kakšna druga duševna bolezen, pa začneš tudi precej še bolj računaš na Božjo pomoč, da ti bo Bog pomagal. Saj, če trpimo z njim, potem trpljenje postane lažje. Tisti, ki z njega odpišejo življenje, potem tudi jim trpljenje ne postane nič prijetno in ne prinaša blagoslova. Vsako trpljenje, ki je sprejeto, če je Bog dopusti po Božji previdnosti, ti da potem blagoslov tebi in drugim, in to je veliki kapital naložen zate in za druge. Prepričan sem, da ni duhovnik samo poklican, da oznanja evangelij, da moli za ljudi, da z njimi moli, da jih uči moliti, da tudi za njih kaj trpi, če mu Bog dopusti po Božji previdnosti. Jaz pa večkrat prosim, morda bodo mislili to, kako je mogoče, naj mi Bog, če je Božja volja ali dopusti po Božji previdnosti, naj mi še pošlje kakšen križ, da bom lahko trpljenje, ker trpljenje prenaša za ljudi, če vidim, da so tak neuspehi pri vernikih, mnogih, ker pač opuščajo molitev, opuščajo nedeljsko mašo. To je boleče za duhovnika. Prosili mi, Gospod, nekaj trpljenja za ta namen, da bom jaz tudi lahko kaj pridobil na ta namen svoje vernike, cerkev. Torej menite, nas pravzaprav bolezen utrdi v veri? Utrjuje nas veri, gotovo. Je pa verjetno tudi potrebno za duhovnike moliti. Velikokrat ljudje mislijo, da vsak za sebe, ne? To je malo, ni prav, kaj menite? Ja, enkrat sem doživel, kako sem vprašal eno starejšo mamico, kaj molite?
Ja, molim, ja. Kaj pa za duhovnike? Ja, duhovnik pa sami za sebe molite dosti. Ja, pa tudi da vi morate, jaz za vas imam za nas moliti, ne. Duhovniki smo tudi potrebni molitve. In molitve in posebej, da izprosimo še novih duhovnih poklicev. To je potrebno, tako duhovni, kako verniki, skupaj vsi smo dolžni delati za Božje kraljestvo. Zato pač mora molitev je potrebna tudi za papeža, škofe, duhovnike in za vse vernike ostale molimo drug za drugega, da bi dosegli cilj, kjer nam Bog določil večno srečo pri Bogu. To se pravi, Božje srce, pravzaprav Bog je velik. Nam veliko daje, več, oziroma nas ima raje, kot si mi mislimo. Se Marija Medžugorje govori, če bi vedeli, koliko nas ona ljubi, oziroma Bog, bi jo kali od sreče. Ja. Tako, res, da je pravim večkrat poudarjam, da je Božja ljubezen v nas nedomljiva. Ne moram dometi, da gre res do norosti, da kako nas on neizmerno ljubi, pa mi znamo tako premalo, mu vračamo za to njegovo ljubezen. Sedaj bomo še izkoristili gospoda Štefana, da še nam zapoje eno lepo pesem o srce Božje, ki se vklapa v tej naši temi. So pa te pesmi zelo lepe, ki jih gospod Štefan poje srca, ne? Zelo lepe. Treba pohvaliti, ne? Pa srcem, to poje srcem, to je najlepše. To je najlepše, ne? Ja. Prosim, izvolite. O srce Božje, slišim tvoj glas, iz hiše Božje k sebi vabiš nas. Glej, srce sveto za nas krvavi, ogenj v njem plameni, slam v tebi, o rešitelj moj, križ nositi hočem za teboj. Jezus premili, bodi pri nas, zdaj in poslednji čas. Tebi živeti srčno želim, za te, o Jezus, vdano naj trpim. Srce presveto umiri me ti, boju mi daj moči. Slava tebi, o rešitelj moj, križ nositi hočem za teboj. Jezus premili, bodi pri nas, zdaj in poslednji čas. Ob smrtni uri bodi z menoj, tebi naj najde duša pokoj svoj. Ti si edini naš up in radost, Jezus nebeški gost. Slava tebi, o rešitelj moj, križ nositi hočem za teboj. Jezus premili, bodi pri nas, zdaj in poslednji čas. Gospe in gospodje, z nami je pravi Jezusov duhovnik gospod Franc, ki ga bomo poprosili, da še nam nekaj pove o križu, o simbolu križa. Kaj bi delali? Ja. Vsakega spremlja od rojstva do smrti in vedno
ko zremo križ, nas lahko križ nagovori, a ne? Jaz mislim, da je v križu, prepričan sem tudi, če Bog križ dopusti, da nas po križu Bog ljubi. Neke vrste, to je Božji poljub. In vemo, da Bog nam nikdar ne pošilja križa pretežkega. Pravi neki svetnik, da nam je po meri napravljen, niti gram težji, niti milimeter večji, kot bi morali nositi. Če pa godrnjamo na njim, potem pa moramo se zavedati, da morda premalo prosimo, da bi morali križ sprejeti in ga nositi z njim. Križ se bo vedno spremljal, tako je neka pesem, vedno bo tvoj vodnik, zato se ga oklenite, da dušni mir dosežete. Po križu prihaja tudi mir, saj je Kristus na križu tudi spravil svet človeštvo z Bogom in tako dal največje dejanje pokazal. In tudi mi ne smemo se bati trpljenja in križa, kajti po križu bomo lahko marsikomu tudi izprosili milosti, ki se nam morda ne dajo na drugi način izprositi, kako križ. Križ je res nekaj veliko dejanje, veliko znamenje našega odrešenja. Gospod Štefan, bi še kakšno misel dodali na te lepe misli, ki jih je gospod župnik podal? Ja, res smo danes, je bilo dušne hrane za naše gledalce. Jaz bi pa rekel, poglejte, imam eno tako dobro misel, sem prečital eno knjigo, ki pravi o naših potlačenih čustvih. Pa vam dam, dragi gledalci, en nasvet. Poglejte, je najvišji Bog vseh bogov in vseh ver na zemlji. Na zemlji je veliko ver. In srž teh ver, lahko rečemo, je Bog, en Bog, in to so mu dali tam v knjigi pač ime In tega vi v svoji meditaciji, kjer imate težave ali kakorkoli, prosite, sprosti me vseh potlačenih čustev in tenzijskega mišičnega sindroma. Probajte s to meditacijo, boste videli, kako boste uspeli, kako bo bolečina in tista potlačena čustva, ki jih ima vsakdo že od mladosti, rasejo potlačena čustva v človeku in ga žrejo. A ne? To je zdaj lahko sprostitev, ko bo Gospod rekel, da greš spovedi, pa to poveš, to je eno. A ne? Zdaj, če se pa vi zavzamete, mogoče ne pridete, ali pa niste mogoče opravili dobro svete spovedi, a ne? Pa še neka tlinete zraven, vam ta potlačena čustva in to, kar sem vam povedal, sprosti me se pravi največji Bog, naš največji Bog, vseh potlačenih čustev in tenzijskega mišičnega sindroma. Tenzijski mišični sindrom, veste, kar je? To so bolečine, ko ti mišico potegne v hrbtenici ali v kolko ali kjerkoli ali v rami in te ne spusti. In zdravniki pravijo, to je treba vrezati. Ne pomaga nobena tableta za sprostitev in nič kaj, ta rek bo vam pa sigurno pomagal. Zavzemite se, sprosti me vseh potlačenih čustev in tenzijskega mišičnega sindroma. Jaz sem prečital tako debelo knjigo, da sem do teh besed prišel, ki jih vam podarjam za srečo v življenju in zdravje. Vsekakor si vsak gledalec izbral svoj način. Vi ste tudi zborovodja, imate 2 zbora, župniji, bi še kakšno besedo dejali? Ja, v naši župniji Svete Marjete na Muti vodim 2 ženska pevska zbora, enega na Gortini, enega na Muti in igramo in pojemo Bogu v čast. Za duše vseh tistih, ko pridejo potrte, ko pridejo in ko slišijo pesem, pa se priporočajo Bogu, ga prosijo za odpuščanje, za zdravje svojih najdražjih. V težavah so, poglejte, taki časi so, da nas brzina rešuje. Vse, če bi bilo narejeno, bi bilo že prepozno. Taka brzina pride in mi starejši že temu malo manj sledimo in hitro zadaj ostaneš. In taka pesem, če je lepo odpeta v cerkvi in tako besedilo, ki ga prisluhneš tam, je balzam za duše. To se pravi, drži tisti, ki poje 3-krat moli.
Jaz mislim, da drži, ker pogledajte, da vam povem za zadnjo preizkušnjo, je naš gospod Tone pa Jože sta tolikokrat rekla pri oltarju, orgle so tiho, Štefana ni, molimo za njega, da bo se vse dobro izteklo v mariborski bolnici. In res so molili, mi včasih reče Kira mamica, tam pravi, vidite pa spet orgle pojejo, nismo za obstajanje tako modlili, rekla, jaz sem še doma modlila za vas, ne samo v cerkvi, za vaše zdravje. Tako da ti tak da en tak občutek, to dobiš pol tisti pravi hvala za to, kar toliko cajta zapraviš, a ne, v to, a ne, mogoče kdo ne zna ceniti, ampak to je pol tisto. Ja, hvala, gospod Štefan, za te lepe misli. Čas je tisti, ki nas pelje k koncu. Bi še dodali kakšno zaključno misel, gospod župnik, kaj bi priporočali našim gledalcem, čeprav smo veliko dobrega povedali, pa tudi slišali v pesmi? Jaz mislim, da bi morali ceniti tudi kot duhovnike, kot take, ki nam prinašajo Boga in da bi se po njih tudi oklepali Boga pa Marije. In to nam bo potem vodilo k častni in večni sreči. Zahvaljujem se vama za obisk in vama želim vse dobro na vaši življenjski poti, veliko Božje ljubezni in veliko Božjega blagoslova čez celo leto, enako tudi vam in vašim faranom. Povabim vas, da obiščete spletno stran www.živilko.com in še naprej tako zvesto pišete na elektronski naslov pot@planet.si. Gospod Štefan pa še nam bo za konec zaigral in zapel pesem. Lepo pozdravljeni do prihodnjič, ko zarja nam gori, in lep pozdrav iz studia Moj TV in vse dobro. Naslednje, prosim. Ko zarja zlati nam gori, Mariji pojem srci, lepo jo pozdravim iz srca ji pravim, Marija oprosi za me, Marija oprosi za me. Ko sonce najvišje stoji in milo se zvon oglasi, pozdravim devico, mogočno kraljico, Marija podpiraj me ti, Marija podpiraj me ti. Ko luč že za goro beži in Ave Marija zvoni, vzdihujem, o mati, tvoj hočem ostati, dokler ne zatisnem oči, dokler ne zatisnem oči. Vzdihujem, o mati, tvoj hočem ostati, dokler ne zatisnem oči, dokler